Torej, spoštovani in spoštovane, čisto naključje je, da je te dni, ko sem že imel svoje predavanje v glavi, na nacionalni televiziji nekdo izjavil to. Potrebujemo reformo šolstva zato, ker potrebujemo več rokodelcev. Kajti, če bomo imeli same filozofe, to ne bo dobro. Konec citata. Sledi 45 minut čiste filozofije. Najprej dve kratki opombi k naslovu. Ko bom govoril o demokraciji, o tem, kar je v izrazu, ki ga je skoval Jacques Rancière, ko bom govoril o laboratoriji demokracije, ne bom govoril o demokraciji, kot jo običajno razumejo ljudje. Demokracijo bom razumel tako, kot so jo razumeli stari Grki, ki so jo iznašli. Beseda demokracija, kot gotovo veste, je sestavljena iz dveh besed. Ena je demos, ki ni ljudstvo, druga je kratos, ki ni vladavina in ni oblast. Demokracija zato ni vladavina ljudstva, ni vladavina večine, demokracija ne pomeni, da ima večina vedno prav, ampak pomeni nekaj drugega. Kaj pomeni, bo razvidno z nadaljevanjem. Druga opomba, ko govorimo, ali pa ko bom govoril o estetiki kapitalizma, estetika ni sinonim za lepo. Med drugim obstaja tudi estetika grdega, o čemer je tako sijajno razmišljal pokojni Umberto Eco. Estetiko bom razumel tako, kot je razumel Rancière. Estetika je množica režimov senzibilnih. Kaj se to pomeni tudi v nadaljevanju? Za nadaljevanje bom potreboval 3 aksiome, s katerimi sta se, oziroma se še vedno zadnjih 50-60 let ukvarjate zlasti 2 francoska filozofa. Eden je že omenil Rancière, drugi je Alain Badiou. Potrebujemo torej 3 aksiome, kar je izjemno pomembno. Aksiomov namreč ne dokazujemo, kot veste, ampak jih postavimo. Ko imamo dobre razloge za to, potem pa izpeljujemo iz njih stavke, izjave in drugo. Poleg teh 3 aksiomov bom potreboval še eno besedo in samo eno. In to je emancipacija. Vse skupaj bo pravzaprav zagovor nečesa, kar me spremlja že zadnjih 27 let v tej državi, in sicer to, da sem postal državni sovražnik številka 1, kajti sem odločno proti inkluziji, sploh pa proti inkluziji, kot jo običajno razumejo. Začetni razmislek o inkluziji je logično nesporen. Da bi se nekdo vključeval, mora biti najprej izključen. In če se kdo hoče vključevati, je na mestu logično vprašanje. Vključevati kam? V kaj? Da pa ne bom samo proti nečemu, bom, kot rečeno, zagovarjal to, za kar sem. Sledi afirmacija tega, za kar sem. Ves čas je dobro imeti pred seboj nekaj številk. Zato sledijo številke. Da bi razumeli, v kakšnem svetu živimo in da bi se ukvarjali z vprašanjem, kam kdo želi ali hoče biti vključen, je dobro vedeti najprej tole.
najmanj 80% vsega človeštva, vseh ljudi na tem svetu, živi z manj kot $10 na dan, kar je manj kot $300 na mesec, kar je manj kot 250 evrov na mesec. Še enkrat, s tem denarjem ne živi kakšna ranljiva družbena skupina, ne živijo obrobneži ali marginalci, ne živijo nekateri, ki jim še ni uspelo, da bi živeli tako kot drugi, ampak se zanje domneva, da počasi se pa vendarle temu približujejo. Tako živi velikanska večina ljudi. Torej, ko govorimo o vključevanju in izključevanju, najprej trčimo na zanimiv problem. Kdo je izključen? Običajno smo pripravljeni takoj misliti, da so izključeni pač nekateri. Da, večina še kar dobro živi, nekateri pač ne. Danes živimo v nasprotnem svetu. Danes je velikanska večina izključena. Iz česa? Poglejmo si še kakšno številko. Državni inštitut, švicarski državni inštitut za tehnologijo, sedežen v Zürichu, je ustvaril zavidanja vredno bazo podatkov o 37 milijonov podjetij na tem svetu. Še enkrat, imajo baze podatkov za 37 milijonov firm, podjetij, korporacij na tem svetu. In nesporno številke dokazujejo, da z velikansko večino vsega premoženja, vsega kapitala in vsega denarja na tem svetu upravlja, ta beseda bo v nadaljevanju še zelo pomembna, 737 podjetij. Kar pomeni, da 36 milijonov, 999 tisoč, 200 in še nekaj podjetij upravlja z drobtinicami, ki se imenuje premoženje, denar oziroma kapital. Še en poudarek, ki se navezuje na besedo upravljanje. Pred kratkim je šla fantastična knjiga, pod katero sta podpisana dva francoska avtorja, Gérard Lemaitre in Dominique Lévy. Knjiga, ki je že predmet številnih razprav, zadnjo polemiko z obima avtorima napisal Michael Roberts 5. maja, to je bilo pred kratkim, včerajšnjem. Avtorja v njej skušate dokazati, ne da bi seveda vztrajala, da je absolutno tako kot trditi, ampak skušate dokazati, da se je v zadnjih 100 letih, v 20. stoletju, nekaj zgodilo s samim kapitalizmom. Ljudje smo sicer navajeni velikokrat reči, ko vdihamo čez kapitalizem, da nam vladajo korporacije, da nam vladajo kapitalisti, da nam vlada kapitalizem in tako dalje. Francoska avtorja pravita, da je morda nekoliko drugače. Kaj ti s kapitalom, s premoženjem tega sveta v resnici ne upravljajo lastniki kapitala in premoženja. Upravljajo menedžerji. In logika upravljanja je danes tako rekoč povsod. Logika upravljanja, menedžmenta, je prešla v vsakdanjo rabo v taki meri, da danes praktično ljudje že skoraj samostojno oziroma samodejno, sami od sebe, neodvisno od česarkoli, razen seveda od propagande, razmišljajo, da je mogoče upravljati. In če je mogoče, je tudi treba, praktično z vsem. Danes se ne upravlja samo z denarjem, s finančnimi transakcijami na borzi. Danes se ne upravlja samo s premoženjem. Danes ljudje, kot rečeno, spontano verjamajo, da je mogoče upravljati tudi samim seboj, svojimi življenji, svojimi eksistencami, z medsebojnimi odnosi, da je mogoče in smiselno upravljati življenjem svojih otrok, ki so se ravno kar rodili, da bi seveda uspeli, kot se reče. Zato je morda izraz menedžerski kapitalizem celo ustreznejši.
od izrazov, kot so kapitalizem, neoliberalizem, korporativni kapitalizem in tako dalje. Morda gre samo za poudarek, o katerem bo seveda še veliko rečenega. Še nekaj podatkov, oziroma še en podatek. To so statistični podatki, kaj se je zgodilo v zadnjih 100 letih, naprimer z ameriškim delavcem. Vidite, obkrožena sta dva podatka. Leta 1918, ob koncu Prve svetovne vojne, je delež, procent, ki ga dobijo delavci, se pravi, ki gre za njihove plače, od premoženja, ki ga ustvarja podjetja in tako dalje, približno 56 oziroma 57 odstotkov. 100 let pozneje, 10 odstotkov manj. To je samo eden od podatkov, ki priča, kako zavajajoče je nenehno govorjenje o tem, da vse v našem življenju nenehno raste. Mi vsak dan poslušamo, kako raste bruto družbeni proizvod, kako je gospodarska rast fenomenalna, kako je vedno več premoženja, denarja in bogatstva in kako nam gre bolje kot našim prednikom. Po določeni pogoji, ja, ampak samo po določeni. To je eden od podatkov, ki priča, kako višje plače so imeli naši predniki, dedki in babice pred 100 leti, realno vzetnosti, kot jih imajo delavci danes, naprimer v Združenih državah Amerike. Torej, kot rečeno, dobro je imeti vsaj teh nekaj številk pred seboj, ko razmišljamo, v kakšnem svetu živimo in kdo naj bi se kam vključeval. In kdo naj bi imel silno željo, da se, naprimer, nekam vključi. Zdaj pa, kot sem rekel, potrebujem za nadaljevanje 3 aksiomi. Tudi so moji aksiomi, pod njih sta se podpisala, kot rečeno, predvsem Jacques Rancière in Alain Badiou. Ne samo ona dva, zlasti pa ona dva. Potrebujemo torej 3 aksiome, ki so res izjemni za razmišljanje o tem, kar sem rekel, da je moja točna beseda, in to je emancipacija. Prvi aksiom, o tem smo že danes nekaj slišali, ko je govoril Robi, prvi aksiom je izjemno pomemben, ko ga dobro premisli. Vsak človek je zmožen misliti. Vsak človek ima v glavi možgane, ki so silno kompleksen, zapleten organski računalnik, ki je narejen za razmišljanje. In ker je vsak človek zmožen za razmišljanje, je korolarij k temu aksiomu zelo preprost. Vsak človek je zmožen za resnico. Poudarjam, da je zmožen. To ne pomeni, da je bo tudi spoznal, da je bo razumel, recimo resnico svojih življenj, svoje eksistence in tako dalje, je pa zmožen za njo. In če bi kdo ugovarjal in rekel, ja, čisto vsi ljudje pa že ne, ljudje, ki so recimo dementni, ki so v globoki komi, ki imajo hudo poškodovane možgane in tako dalje, to empirično dejstvo ne spremeni tega aksioma, kajti taki so zato, ker se je nekaj hudega zgodilo. Če se ne bi ta aksiom seveda veljal. To je izjemno pomembno zlasti zato, ker je to aksiom. To ne pomeni, da vsi ljudje vsak dan to, kar ta aksiom zatrjuje, počnejo. Pomeni pa, da se lahko ljudje obnašamo drug do drugega, kot da je tako. V tem je smisel tega aksioma. O tem smo tudi danes že nekaj malega slišali. Vsak človek se lahko do vsakega dojenčka, do vsakega otroka, do vsakega drugega človeka obnaša, kot da to velja. Se pravi, ta aksiom je mogoče nemudoma, kot se reče, uresničevati v praksi. Drugi aksiom. Vsi ljudje smo enaki. Seveda že vidim, kako nekateri skočijo in rečejo, to pa že ni res. Ravno nasprotno je res, vsak človek je vsaj malo drugačen od vsakega drugega človeka. Dva človeka pravzaprav, niti če bi hotela biti enaka, ne morata biti. To je seveda truizem, zato se s tem sploh ne ukvarjamo. Ko rečemo, da smo vsi ljudje enaki in da je vsak človek zmožen za egalitarnost, mislimo na nekaj drugega. Mislimo vsaj na to, kar je zapisal slavni nemški filozof Immanuel Kant pred
v času francoske revolucije. In sicer, če natančno premislite, zlahka razumete tole. Vsak človek je drugačen od vsakega drugega človeka. Sklep. Vsak človek je enak vsakemu drugemu človeku, natanko v tem dejstvu, da je pač različen od vsakega drugega človeka. Vsi ljudje smo v tem smislu enaki. To je zelo preprosta, metakognitivna sposobnost, ampak za naše možgane to ni problem. In tretji aksiom, vsak človek je zmožen, kasneje na koncu bo razvidno zakaj. Rekel sem, da torej potrebujem te 3 aksiome in da bi razumeli, zakaj je emancipacija, zakaj so boji za emancipacijo, ne za inkluzijo, tako zelo pomembni, si najprej oglejmo nekatere temeljne koordinate tega, kar Rancière imenuje heterogeni družbeni proces. Mi ne živimo v družbenem okolju, v katerem bi veljali, se uresničevali homogeni, enotni, z družbenim konsenzom podprti družbeni procesi. Ni res. Obstajajo heterogeni, različni, med seboj konfliktni, nasprotujoči si družbeni procesi. Zelo preprosto in zelo schematično lahko, da bi dobili vpogled, elementarni spor v svetu, v katerem živimo, lahko rečemo takole. Na eni strani živimo v morda še enkrat menedžerskem kapitalizmu, živimo v svetu, v katerem je zelo veliko vladanja oziroma je zelo veliko upravljanja, kot rečeno. Upravljati je mogoče, tak je žargon, z vsem. V svetu, v katerem živimo, je na podlagi propagande zgrajenih ogromno navideznih družbenih konsenzov. Danes se zato številni ljudje v vsakdanjem življenju spontano obnašajo tako, da se z nečim strinjajo. Pogosto se zdi, kot da se je vedno znova treba z nečim strinjati. Kot da je recimo propagando, žargon, novorek, oglase in tako dalje, treba sprejemati preprosto zato, ker so tako dobro narejeni. Kot da ni treba dvomiti, se spraševati, ali je nekaj res tako, kot nam pravijo in tako dalje. Torej, velikokrat spontano verjamemo v še nekaj, v to, da je tisti temeljni proces, ki je značilen za kapitalizem, ki ga je Marx nenehno poudarjal, in to je, da je značilnost, lastnost, inherentna lastnost kapitala, ta, da se koncentrira, da se premoženje ljudi koncentrira, zato tistih 737 podjetij, jutri jih bo bistveno manj, ker bodo koncentrirali kapital, na koncu bodo morda z večino kapitala na tem svetu upravljali 3 korporacije, mogoče ena sama, ne vem. Temeljna značilnost kapitala je, da se koncentrira. Kar pomeni, da tisti, ki ga nima, ki nima dostopa do njega, in velikanska večina ljudi na tem svetu, ki lahko dela, so delavci. 84% vseh odraslih ljudi, ki delajo, ki lahko delajo, so delavci. Delavci nimajo dostopa do kapitala. In tisti, ki nimajo dostopa, nimajo česa koncentrirati, koncentrirajo lahko tisti, ki ga imajo, seveda. To je zelo logično. Da se torej vse to koncentrira in kopiči, samo po sebi, ipso facto, postavlja, gradi ovire za vse tiste, ki nimajo dostopa do kapitala. Kar pomeni, da bo ovir za vse tiste, ki nimajo dostopa jutri, več kot danes. Težje premagljive bodo, kajti s kapitalom, s koncentriranjem kapitala gre upravljanje, gre vladanje in gre moč. Ko se koncentrira kapital, se koncentrira tudi vladanje. Danes o velikanski večini vseh potez, ki jih potegnajo v podjetjih tega sveta, naredijo menedžerji, upravljalci, niti slučajno delavci. Delavci ne odločajo tako rekoč o ničemer. Delavci, ki delajo v tovarnah, niti ne vedo, o čem se menedžerji pogovarjajo in kako so prišli
do svojih odločitev. Delavci največkrat zgolj zvedo za posledice. Naprimer, nek dimnik, ki ga gradijo tam ali pa so ga postavili, je čez noč se podražil za 800 milijonov evrov. Niti slučajno nihče nima pojma, kako se lahko en dimnik iz 500 milijonov podraži na milijardo 300 milijonov. Nikomu se ne sanja. Kar je pošastno velika vsota. 800 milijonov je šlo nekam in tisti, ki natanko vedo, kam, to so menedžeri, tisti, ki so upravljali s tem denarjem, to nam seveda tudi po televiziji ironično servirajo, imajo nenadoma resne kognitivne motnje, ker se nihče več od njih ne spomni, kam je ta denar šel. A res lahko kdo resno verjame, da nekdo, ki je upravljal za 800 milijoni, ne ve, kam so šli? Jaz verjamem, da mi lahko 8 centov pade iz žepa, pa pač ne vem, kdaj mi je padla, kdaj mi je luknja nastala in mi je padla. Za 8 centov verjamem. Morda celo za 8 evrov. Morda. Nas pa skušajo prepričati, da je 800 milijonov preprosto nekam ušlo. In da ne vemo, kje so. Kar seveda empirično ne more biti res, ker denar nima nog in jih tudi magično čez noč ne more dobiti, da bi kam šel. Denar kam gre samo, če ga nek upravljalec premakne z kraja A na kraj B. Samo od sebe ne gre nikamor. Okay? Ampak skozi to logiko koncentriranja nas vedno znova skozi žargon, propagando skušajo prepričati, da so ljudje, ki koncentrirajo kapital, ki skrbijo, to so upravljalci, ker spet kapital samo od sebe se ne more koncentrirati, kapital ni živa stvar. Se pravi, nekdo ga koncentrira, da so ti ljudje ali inteligentnejši od vseh drugih, ali da imajo boljše skills, kot se danes reče v žargonu, veščine in spretnosti. Velikokrat zato slišimo, da jih moramo bajno plačati, kaj ti da ne bodo kam odšli, kam drugam, da pobegnili v državi. Da morajo biti bajno plačani, zato ker tudi bajno delajo. In tako dalje, in tako dalje. Torej, takoj nam pride na misel, ko to slišimo, kot da je na tem svetu nujno, da so eni ljudje silno inteligentni, silno sposobni in seveda zato upravičeno upravljajo, recimo z velikanskimi procenti kapitala, premoženja in denarja, vsi drugi pač ne. Zato, ker se zdi, pravim še enkrat, ne, že po naravi niso taki. Seveda vsak psiholog, recimo, ki meri inteligenco, bomo tako lahko postregli gospodarki, da so eni ljudje bolj inteligentni, drugih in tako dalje, in tako dalje. Ampak to niti slučajno, nima nobene resne zveze z aksiomom o enakosti inteligenc, oziroma o tem, da vsak človek lahko misli. Seveda, če ga pri tem spremljajo ustrezne spodbude, ampak o tem je prej govoril kolega. In živimo v svetu, v katerem so vsa občestva, vse družbe, so hierarhično urejene. Zato obstaja silno razpredena hierarhija krajev, ki so bolj pomembni, najbolj pomembni in tako dalje, in funkcij, ki seveda imajo ali pa upravljajo z njimi posamezni ljudi. Tak je to red stvari, kot ga imenujemo danes. Je včeraj in bo tudi jutri. Mislim, da na tem mestu je zelo dobro vprašanje, kdo ima željo, da se vključi v ta red stvari. In s kakšnim namenom bi se rad vključil? Oziroma, kako naj se sploh vključi? Še enkrat poudarjam, ključna razsežnost življenja, ki ga živimo, je, da se kapital koncentrira. Večkrat slišimo celo ljudi, kot so Bill Gates in drugi, primer Joe Soros, tako dalje, da bi bilo treba bolj pravično distribuirati kapital oziroma premoženje na tem svetu. Ali res, ali je to razmišljanje sploh smiselno in the first place? Kako bolj pravično razporedite kapital? Ga vzamete tistim, ki ga že imajo? Ni logike, ni načina, sploh pa vam ne bi dovolili. Ker je vse legitimno, koncentriranje kapitala je legitimno. V resnici ni res, kot spet pravi spontano vsakdanja zavest,
nenehno nas kradajo in tako dalje. Na nek sofisticiran način pravzaprav to drži. Ampak če pogledate pravila igre, kot se reče, pa vidite, da je velikokrat vse skupaj natanko skladno s pravili. Seveda, saj so že pravila tako napisana, da to omogočajo. Saj kapital ima zgodovino, kot poudarja Rancière. Se ne sta od včeraj. Kapital se koncentrira že stoletja in samemu sebi piše zakonodajo. Seveda je potem vse po pravilih. Saj kdo pa pisal samemu sebi taka pravila, da bo samega sebe potem spravil v zapor že v prvi potezi? Ni logike. Saj ljudje so razumna bitja, tudi kapitalisti so in imajo možgane v glavi, tako kot vsi drugi. Take torej dani red stvari, ki zaostrujejo vprašanje, kdo se želi kam vključiti. Oziroma, ali ni na mestu nekaj drugega. Namreč, kaj je na drugi strani, če lahko tako rečem, teh procesov? Na drugi strani imamo vedenje ljudi, razmišljanja številnih ljudi na tem svetu, ne samo strokovnjakov in feminističnih mislecev in filozofov, številnih ljudi, navadnih ljudi, slehernikov, ki natančno vedo, ker so zmožni za razmišljanje, kaj je tisto, kar je v življenju zelo pomembno. Naprimer tole. Če bi imeli dovolj časa, če bi se dovolj dolgo časa lahko odprto pogovarjali, najrazličnejši ljudje tega sveta, sem prepričan, da bi prišli na koncu do ugotovitve, ki je zapisana pod točko 2. Kako zelo pomembno je v življenju uresničevanje enakosti, egalitarnosti, humanosti, velikih humanističnih idealov in tako dalje. Samo podatek. Socialni psihologi, tudi psihiatri in drugi ljudje so že dolgo časa nazaj nesporno ugotovili tole korelacijo. Ta korelacija je v resnici zelo visoka, kar je v humanistiki redkost. Redko kdaj se zgodi, so kakšne korelacije tako visoke, kot je ta. Ta je približno 0,60, kar pomeni, da pojasnim en sam faktor, 36% variance, to je neverjetno veliko, to je izjemno veliko. O čem govorim? Dokazali so, da obstaja torej taka korelacija med številom obolenj, recimo, če začnemo z sorazmerno preprostimi, kot so stres, naklonjenost z depresivnim stanjem, depresije, samomori ali na drugi strani nasilna dejanja, da je vse to neposredno, torej z visoko korelacijo povezano, veste s čim? S povečevanjem neenakosti. Celo študije dokazujejo, kako se zlasti v Ameriki z posameznimi predsedniki povečuje ali znižuje stopnje samomorilnosti in nasilnih dejanj, kot so razni pohodi po šolah in tako dalje. Korelacije so osupljivo visoke, oziroma kako hitro se spet zmanjša število teh takih dejanj ali pač nagnanje, ko se začnejo družbeni procesi spreminjati v tej smeri. Več egalitarnosti, več enakosti, oziroma manjše razlike med ljudmi. Kar je seveda ne samo sociološko, tudi psihološko zlahka mogoče misliti. Ljudje, kljub temu, da sprejemamo, da smo različni, da različno zgledamo se in tako naprej, to z lahkoto sprejmemo. Vemo pa, da je nekaj biti neenak zaradi, recimo, družbene nepravičnosti oziroma nemoči, nekaj drugega pa biti neenak zato, ker smo po naravi, pač kar sem že dvakrat rekel, terorizem, ljudje različni. S tem nimamo nobenih problemov. Z nepravičnostjo pač, oziroma ker smo zmožni za razmišljanje, zelo hitro lahko ugotovimo, kateri so mehanizmi, ki neenakost povečujejo natanko v tem Marxovem smislu, da se bo kapital koncentriral v rokah tistih, ki ga že imajo, vsi drugi pa lahko delajo 8 ur na dan ali pa 24 ur na dan, pa da bo nič drugače, ker ne more biti
ker je pač količina kapitala tako razporejena, da ga nekje lahko veliko je, natanko zato, ker ga nekje drugje pač ni, ne more biti drugače. Uveljavljanje emancipacije. Rekel sem že, da je to tista beseda, ki jo danes potrebujem. In ko govorimo o emancipaciji, bi rad poudaril najprej tole. Velikokrat slišimo v vsakdanjem življenju, uporabljajo ljudje ta žargon, da se kakšne družbene skupine ljudi skušajo emancipirati. Velikokrat slišimo, da se ženske skušajo emancipirati. Lahko tudi slišimo, da bi se invalidi emancipirali ali pa kakšne druge ranljive družbene skupine bi se emancipirale. Tako razmišljanje je prekratko. Zakaj? Zato, ker je osnovna ideja tale. Ali smo emancipirani vsi, ali pa ni nihče. Zakaj ne? Zato, ker je emancipiranost po svoji naravi univerzalnost. Torej, ko nekdo reče, da je za emancipiranost, da se bori za emancipiranost, ne more smiselno reči, da se bori za emancipacijo nekaterih, za druge pa ne. Ženske se bodo zase borile, recimo, za emancipacijo, invalidi zase, ne vem, prekerni delavci pa zase. Tega ni mogoče smiselno trditi. To je mogoče trditi, ni pa smiselno. Zato, ker je egalitarnost, oziroma emancipacija, boj za egalitarnost, univerzalnost. Zdaj, ko imamo pred seboj heterogene družbene procese, moramo dodati vsaj še tole. Kar je na desni strani zeleni, se tako rekoč ne more dogajati na levi strani. V danem redu stvari se to ne more dogajati zato, ker prevladuje logika menedžerstva, se pravi upravljanja. Z egalitarnostjo ne morete upravljati. Ni logike. Z enakostjo ljudi ne morete upravljati. Z zmožnostmi ljudi za razmišljanje in tako naprej ne morete upravljati. Lahko manipulirate, lahko ljudi prestrašite, ne morete pa s tem upravljati. Dolgoročno pa sploh ne. In če prevladuje logika upravljanja, vladanja, utrjevanja hierarhij, hierarhičnih funkcij, gospodstvenih odnosov, odnosov nadrejenosti in podrejenosti, če prevladuje logika koncentriranja kapitala, tekmovanje za to, kdo ga bo hitreje koncentriral, če je sploh v položaju, da ga koncentrira in tako dalje, sem noter. Preprosto ničesar z desne strani ne morete ugraditi. Ta svet je saturiran, je nasičen. Tudi če blefira, tudi ko se spreneveda, in to seveda v vsakdanjem življenju zelo pogosto slišimo, zato se menedžerji, banke, borze, lastniki kapitala in tako naprej, so že pred časom usvojili besednjak z desne strani. Zato nas nagovarjajo s humanističnim besednjakom. Vsaka reklama za banko je danes mini zgodba o humanistiki. O etičnosti, o tem, kako skrbimo za druge ljudi, kako nam ni vse eno, kako smo za dobra življenje, tako dalje, tako dalje. To je samo blefiranje. To je sprenevedanje, ki naj pač prepriča ljudi, zato je tukaj na drugem mestu, so družbeni konsenzi. Ljudje naj verjamejo. Dejstvo pa je, da ljudje tudi lahko verjamemo. Lahko se obnašamo, kot je o tem veliko zapisala Hannah Arendt. Hannah Arendt je, ko je spremljala Eichmanna, oziroma sojenje v Jeruzalemu, prišla do enega fenomenalnega spoznanja, oziroma se kot filozofinja je že prej to vedela, ampak to se je potem še pritrjevalo, da njena izkušnja v Jeruzalemu je bila res izjemna, namreč, da obstaja nekaj, kar imenujemo banalnost zla. Da obstaja banalnost zla, oziroma kot pravi Hannah Arendt, ona je živela, recimo, leta 31 v Berlinu. Ona je na svoji koži čutila, kaj pomeni nacizem. Mi vemo to iz učbenikov. Ona je živela v Berlinu leta 1931. Je rekla, mi se ne bojimo, mi, Berlinčani, leta 1931, mi se ne bojimo Hitlerja in tistih nekaj njegovih pripadnikov. Mi se ne bojimo.
Mi se bojimo tega, kar imenuje Hannah Arendt, da ljudje lahko pod določenimi pogoji nehajo misliti. Strogo vzetost. Da nehajo razmišljati in pred nekaj dnevi sem končal z branjem knjige, ki to potrjuje na res tako fantastičen način, da me je sezul, ko sem to prebral. In to je knjiga z naslovom The Hitler's Beneficiaries. Podnaslov te knjige je, kako je nacistični režim dobesedno kupil nemški narod. Knjiga ima približno 450 strani, napisal je en fantastičen nemški zgodovinar in celotna knjiga je napisana skozi podatke, ki jih je pač zgodovinar pridobil, ekonomske podatke. Kako je bilo z davki, kakšne so bile plače delavcev in tako dalje, odkot so dobivali nemški ljudje, prebivalci Nemčije, dobrine, blago, iz okupiranih področij in tako dalje. Skratka, kako je mogoče, ne da bi se hotel biti zdaj pokroviteljski, ali pa da bi se zmrdoval, da bi češ, kako hitro nasedal in tako naprej. Ne mislim tako. Vem pa, da je to mogoče. In ker je to mogoče, so tudi družbeni konsenzi možni in tudi obstajajo. Nekaj se sicer spreminjajo, govorim o konsenzih, o danem redu stvari. Recimo taka izjava, ki potrjuje to, kar zdaj govorim, je, da je kapitalizem najboljši možni sistem, da je večen, da bo vedno tukaj in da preprosto nima alternativi. Tak stavek lahko slišite tako rekoč vsak dan. Prek medijev, ki samo izraža, ki samo potrjuje in poseben način, kakšen status imajo danes družbeni konsenzi. Tudi če niso izgovorjeni, tudi če ljudje ne govorijo o njih, jih lahko prepoznamo, lahko sklepamo po njihovem vedenju, po njihovem delovanju, kako se družijo in tako dalje. Torej vidimo, da gre res za heterogene družbene procese. To, kar je na eni strani tako rekoč popolnoma izključuje, to, kar je drugi. In obratno, ko ste enkrat za humanistične ideale, preprosto ne morete biti za koncentrirane kapitale. Ne morete sedeti na dveh stolih enako. Naenkrat. Ko torej govorimo o egalitarnosti, naj poudarim tole, še enkrat. Egalitarnost ni empirična enakost ljudi. Ni nekaj danega, še manj nekaj zagotovljenega. Egalitarnost tudi ni vrednota, čeprav boste to velikokrat slišali. Egalitarnost je logični operator. Zato smo na začetku postavili aksiom. Je univerzalnost, oziroma logični operator, in zato potrebuje nadaljevanje. Egalitarnost potrebuje nadaljevanje. Zdaj, ni zadosti, da rečemo, jaz sem za egalitarnost. To je premalo. Egalitarnost kot operator nujno potrebuje najprej seveda to, da jo predpostavimo. Da se strinjamo, recimo z aksiomom, da smo ljudje enaki. Ko jo predpostavimo, jo moramo verificirati. Verificiramo jo lahko samo v praksi. V tem smislu sem danes začel z čisto filozofijo. Seveda ne obstaja filozofija, ki je ne verificiramo. Filozofija je na najbolj praktičnih stvari v tem svetu. Ne more drugače filozofija. Verificirati moramo jo demonstrirati oziroma udejanjati. In s tem pridemo do tistega prepotrebnega izraza, ki ga je že prej uporabil Robi. Jaz sem se tu spraševal, ali naj ta izraz prevedem kot subjektifikacijo ali subjektivacijo. Odločil sem se za subjektivacijo iz čisto nostalgičnih razlogov, ker ko sem šel skozi študij, pregledi in tako dalje in sem se prvi s tem izrazom srečal, je bil v slovenščini preveden kot subjektivacija. In meni je ta izraz blizu, zato ga uporabljam. Lahko se seveda tudi prevede drugače. Za vse to, verificiranje, udejanjanje, uresničevanje, egalitarnosti, potrebujemo subjektivacijo. Zdaj, pred časom je obstajala zelo močna polemika, zakaj potrebujemo teorijo subjekta, zakaj ne zadoščajo izrazi, ki jih že imamo. Jaz, oseba, osebnost, človek, človeško bitje, self, you name. Zakaj imamo še enega? Prvi dober odgovor na to vprašanje je to, kar je v naši naravi. Mi seveda vsi vemo, da gre lahko ljudem na živce to, kar je v naši naravi in kar ljudje spontano počnemo. Kaj je v naši naravi?
Ljudje kot simbolna bitja vselej nujno ustvarjamo več besed, več stavkov, več izjav, kot bi jih potrebovali za to, kar imenujemo rigidno designiranje stvari. Za rigidno označevanje stvari v tem svetu, o tem je pisal Platon, recimo v delu Kratil, za rigidno označevanje bi pravzaprav potrebovali za eno stvar, en izraz. In seveda nekateri ljudje gre to doživljati. Zakaj moramo imeti 5 izrazov za eno stvar? Ali pa za medsebojne odnose, ali pa za človeka, ali pa za karkoli v tem vesolju. Zato, ker smo simbolna bitja. In seveda, to je že lahko odskočna deska za kakšne totalitarne režime, zgodovina je polna tega, cenzuriranje, prepovedovanje, izrazov in tako dalje, češ zadošča eden. Zakaj rabimo 5 teorij, ali pa 15, ali pa 50 paradigem? Zakaj ni to tako kot matematiki, recimo? Zato, ker nismo matematične bitje, ker smo simbolna. To je prvi odgovor. Drugi odgovor pa je, zato, ker z novimi izrazi uporabljamo kot miselna orodja, lahko nekaj bolje mislimo, bolj prepričljivo mislimo kot starimi orodji. Oziroma, ker besede delujejo kot performativ, zapravi z besedami tudi ustvarjamo to, o čemer bomo še vedno govorili. Subjektivacija. Subjektivacija, še enkrat, ni razvijanje človekove partikularnosti. V svetu, v katerem živimo, je to del uveljavljenega žargona. Ljudje naj razvijajo svoje partikularnosti, vsak svoje identitete, naj razvija, naj izpopolnjuje, naj se ukvarja sam s seboj, naj zdravo živi, naj skrbi za svoje telo, naj teka za svojimi sanjami, da bo uspel in tako dalje. Polno je tega okrog nas. Poudarjanja partikularnosti. Vsak pač zase, vsak svojo identiteto, kakršna koli že je. To ni subjektivacija. Subjektivacija je uresničevanje v praksi enakosti oziroma egalitarnosti. Subjektivacija ni še manj upravljanje z enakostjo, z identitetami, z medsebojnimi odnosi, se to že razvidno z tega, kar sem rekel. Subjektivacija je to, kar sledi iz latinske besede za subjekt, in to je podložništvo. Subjektivacija je podreditev. Podreditev čemu? Temu, kar piše na zaslonu. Podreditev je podreditev univerzalnosti, ne svoji partikularnosti. Svoji partikularnosti smo že podrejeni znotraj danega reda stvari. Znotraj danega reda smo razvili svojo identiteto, svojo subjektivacijo, smo šli skozi procese vzgoje, socializacije, kulturacije in tako naprej in vsakdo lahko zase reče, jaz sem že v svojem življenju, v svojem okolju podrejen določenim idejam, določenim principom, določenim praksam, določenim vrednotam, ki jih zagovarjam in tako dalje. Subjektivacija je odmik od te subjektivacije. Kar pomeni, malo teoretično rečeno, da človek, človeško bitje, ima zmožnost, da postane drugi od samega sebe. Da postane drugo. Nekaj, kar njega samega lahko preseneti. Izjemen prizor, filmski prizor, ki ga rad komentiram, ki me vedno znova fascinira, je tisti, če ste delali film Zadnje Kristusova skušnjava. Skozi se je odkrili iz leta 1288. Najprej vidimo, po noči je Jezus počiva, pride do njega Juda. In Juda ga hoče ubiti, v roki ima bodalo, da ga bo ubil. In Jezus se zbudi, skratka začne se pogovarjati. In Jezus ga sprašuje, zakaj bi ti to naredil, vemo že nekakšna zgodba, za recimo 30 srebrnikov ali kaj podobnega. Potem pa Jezus obrne ploščo v enem trenutku in reče, kaj pač narediva takole? Ti greš z menoj, ker gre v Jeruzalem, in postaneš, rekel, moj učenec, karkoli že. In kaj Juda reče? Najprej reče nekaj, kar mora njega samega presenetiti. Eno minuto nazaj ga je hotel ubiti. Zdaj pa reče, prav, grem s teboj. Sicer pojma nima, kam greš, zakaj greš, kaj počneš sam, jaz sem in ne. Ampak grem za teboj. To je subjektivacija. Natanko to je akt subjektivacije. Ko človek
naredi nekaj, kar je zares novo v njegovem življenju, ker ni zgolj različica istega. Danes sem pretekel 5 km, jutri bom pa 8. To je varianta istega, to ni nekaj novega. Ok, subjektivacija je torej nekaj novega. In je kot taka podreditev nečemu, kar me presega, zato podložništvo, zato podreditev. Nekaj, kar me presega. Subjektivacija zato, kot smo že tudi prej slišali, ne more biti utrjevanje lastne identifikacije. Moja identiteta me ne presega. Moja identiteta je moja identiteta, to sem jaz. To me nič ne presega. Kot subjekt pa čutim, da me nekaj presega. Čutim, da delam, karkoli že, ne v imenu svojih prepričanj, svojih mnenj, jaz pripadam tej šoli, ti pripadaš v šoli. To dela identiteta, tega ne dela subjekt. Subjekt najprej čuti, da dela nekaj, kar je univerzalno res. Kar torej presega njegova mnenja, njegova razmišljanja, njegovo paradigmo, ki jo zastopa, razmišljanje skupine, ki ji pripada, ampak je preprosto onkraj. Univerzalnost je po definiciji onkraj vsake partikularnosti. In človek je zmožen za to podložništvo, podrejanje. To je seveda tudi za marsikoga lahko traumatično razmišljanje, kajti ljudje so bolj navajeni, zlasti se znotraj danjega reda stvari, da, če že ne morejo delati čisto vsega, kar bi radi, so pa radi svobodni. Subjekt paradoksno čuti, da je svoboden, človek čuti, da je svoboden šele takrat, ko se podredi. Tem je paradoks svobode, univerzalnost. Znotraj vsakdanjega reda stvari se med partikularnosti med seboj lahko se primerjajo, lahko tekmujejo, lahko se spopadajo in to ljudje tudi počnejo. Moja identiteta, tvoja identiteta, moj način razmišljati, tvoj način razmišljati, moj je boljši, tvoj je boljši, pa imamo spor in konflikt in dialog in ne vem kaj že. Ok, super. To nima zveze s subjektivacijo. Subjektivacija je zato po definiciji zagovor v praksi, uresničevanje nečesa radikalno novega. In ljudje, ki to zmorejo, ko se znajdejo v takem položaju, čutijo, da so med seboj natanko enaki. V tej drži do univerzalnosti so enaki. V tem je izjemna zanimivost zmožnost človeškega bitja, da ve hkrati, da je različen od vsakega drugega in da je enak vsakemu drugemu v tej drži, v tej podrejenosti do univerzalnosti. In se seveda iz vsega tega ne more slediti nič drugega kot tale logični sklep. Laboratoriji demokracije, kot je bila Jacques Rancière, so zato vsi tisti kraji, zelo toposti, mesta, kjerkoli ljudje naredijo to, kar se ravnokar torej so vsi kraji, kjer se obnašajo kot subjekti, ne samo drug do drugega, ampak do vsakega možnega človeka. To držo izjemno ponazarja, to zmožnost človeškega bitja, da vztraja v taki drži, tisti znameniti odgovor Martina Luthera, če se spomnite, ko je bil pred zasliševalci in ko so od njega zahtevali, naj se odreče svojim knjigam, svojim mislim, svojim pisanjem in tako naprej. Martin Luther je ponudil fantastičen odgovor, ki 400 let, 500 let skoraj, pred vsako ego-psihologijo, jo je v bistvu postavil pod vprašanje. Rekel je, svojim knjigam se ne odrečem, kajti tudi če bi se hotel, se ne bi mogel. To je zame subjektivacija. Ko človek čuti, da na nek način ne more več nazaj. Tudi če bi hotel, se pravi, da je njegov jaz nemočen. Ravno nasprotju z sodobnim žargonom, krepite svoj jaz in svoj ego in svojo osebnost in svojo, ne vem kaj, subjektivnost, da razvijajte in ne vem kaj tako. Tudi če bi hotel, ne morem. Kot da bi se vgradila v človeka neka notranja ovira, neka notranja prepreka, zaradi katere za njega, recimo, danji red stvari
kratko malo ni več zanimivo. Pa če še tako fascinanten, poln spektaklov, olimpijskih iger, ne vem česa vse, za njega ni več zanimivo. Živi znotraj njega, seveda se ni preselil na Luno, gotovo. To prenaša v vsakdanjem življenju, ampak v nekem smislu ga ne zanima. In, kot sem že rekel, namesto inkluzije ljudi s posebnimi potrebami v danji red stvari, odgovor na vprašanje je inkluzija, ja kam? V danji red stvari, vse drugega ni. Namesto torej inkluzije v danji red stvari, kjer vladajo konsenzi, hierarhijo, konstruirajo kapitale in tako naprej, predlagam emancipacijo kot univerzalnost, ki ravno inkluzija ne more postati, tudi če bi hotela. Hvala lepa.